Lep pozdrav ljubitelice in ljubitelji nogometa. Naša ekipa je pred začetkom sezone Prve lige Telemach obiskala klube in preverila, kakšno je vzdušje v vseh ekipah. Tokrat smo v Mariboru in v Radomljah. Mariborčani so v prejšnji sezoni osvojili 16. naslov, to sezono pa uspešno otvorili v Evropi in se že uvrstili v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Pogovorili se bomo s trenerjem Radovanom Karanovićem in pa športnim direktorjem Markom Šulerjem. Na to sledi še obisk Radomelj, tudi tam smo preverili, kakšno je vzdušje pred sezono v ekipi, ki je kar pošteno spremenjena. O tem je veliko spregovoril trener Nermin Bašić, jasno pa smo preverili tudi utrip v pisarnah. Ja, tako v naši družbi, torej trener Radomelj, gospod Nermin Bašić, lep pozdrav. Kako ste izkoristili najprej tisti kratek oddih po koncu sezone? Moram reći da je za mene bilo stresno. Poslije tako uspješne sezone bilo je tu svega i svačega, ali ipak sam našao malo mira i odmorio sam se dobro lijepo. Časa ni bilo veliko, tudi veliko sprememb v ekipi. Kako so potekale priprave? Se je videlo, da so fantje spočiti polni energije, ko su prišli na prvi trening? Jeste, vidjelo se, moramo reći da smo mi možda ekipa koja je najviše izgubila igraoca u pozitivnom smislu. Mi smo mali tim koji smo očekivali da će otići jako puno igrača, ali nismo očekivali da će ovoliki broj 11 igrača otići i moram reći da će to biti neko sve na novo. Novi neki momci, nova neka igra i treba će nam malo vremena. Mislim da tek za nas pripreme počinju pred Maribor, da će to biti tek za nas početak da se skupimo, da pođemo pravu rat onako kako treba da radimo. Omenili ste velik osip igralcev, veliko odhodov. Bo vaša filozofija ostala enaka, se boste to potrudili? Pa moja filozofija je vedno tako kako imam igrače, tako da ću se prilagoditi ovim igračima trenutno što jesam, ali sigurno da ćemo mi opet doći na ono moje što ja želim. Da budemo hrabri, da budemo drugačiji od drugih, da budemo prepoznatljivi i da budemo fleksibilni u svim taktičkim varijacijama. Tako da za to treba vrijeme. S druge strane, mi treneri znamo kako je rezultat je broj 1, moramo nekako rezultatski plivati i graditi usput igru i novi tim. Ali mislim da je to neka slatke brige, da sam spreman za to da mi u Sloveniji ćemo uvijek imati osip igrača. Ako dobro radiš, treniraš puno igrača, će ti otići na bolje, što je jako dobro, jako lijepo i mi ćemo se truditi ovo što sad dođe da što prije se integriramo, dobijemo jednu zmagovalnu mentalitetu i da budemo tim pravi. Največ nekako sprememb se napoveduje v napadu. Mrkonjić je odšel na bolje, Guzina tudi. To je najverjetneje tudi kompliment za vas, da igralci iz Radomelj odhajajo na bolje za njih. Pa malo sam bio onako razočaran da mi je odšlo toliko igrača i onda sam zadnjih 5 dana skontam, pa ipak od tih igrača, svi koji su došli igrali su drugu ligu, nisu igrali prvu ligu, došli su tu, odjednom je ošlo tih 7-8 igrača na bolje. I 3 igrača su otišla, Šarć prvu godinu prve lige igrao, Guzna je prvi igrao, nikad nije više od 5 golova dao, Mrkonjić nije igrao prvu ligu, nikad više od 15 utakmica, kamoli da je zabio 8 golova. I svega toga smo napravili igru i te momke smo nekako izložili, napravili smo vrijednost puta 5. Tu je zadatak nas u Sloveniji, pogotovo razvojnih klubova, da dobiješ igrača za ništa, da ga napraviš da nešto. I mi smo ta 3 igrača su otišla u bolje, dali su preko 20 golova i to govori o njihovoj kvaliteti, o kvaliteti naše igre, našeg rada, naše igre, filozofije, mentalitete, kakvi želimo da budemo. I sad, vjerujte mi, evo sad, sjećam se u prvom dijelu kad sam ja bio taj koji je dovodio igrače, da je to bilo jako teško dovesti u Radomlje igrače. Sad ovaj prelazni rok, sami se zove, sami se nude, za manje pare su vidjeli nešto, vidjeli mogućnost. I to je nama bilo jako bitno. Pored igre koju smo napravili, da smo napravili neki imidž. Da je Radomlje koji razvija igrača, da igraš fudbal, da imaš dobre terene i da nisu pare sve. To je najverjetneje najboljša novica za vas, ampak morda pa vseeno se pojavlja kakšen strah, da pa bi v napadu bila velika luknja na začetku te sezone? Pa moram reći, iz ove sad perspektive mislim da ćemo biti dosta slabi u napadu. S druge strane, ja kao trener moram tražiti alternative. Znači, nije moje da kukam, tražit ću neke alternative kako to napraviti drugačije i bolje dok se ne sastavimo, dok možda ne dovedemo još nekog igrača da budemo bolji. Moram reći da sad trenutno u kadru od 17 igrača imamo 7 igrača 19 godina. Jako mlad napad će biti, neiskusan i valja to sad sve posložiti, ne gubiti utakmice, da ne bude slaba volja, da klub ne ode sa 3 koraka nazad, nego da budemo stabilni
sa rezultatskog smisla, sve je rezultat, možemo se mi lagati, ne lagati, ali na kraju je sve rezultat. Nakon 3 poraza nazoveš vas predsjednik, bez obzira kako je bilo, šta to ti radiš. I to je normalno, ja sam svjestan toga. A isto znam da ću uspjeti opet nešto napraviti, da sam uvjeren u to, da će trebati malo vremena, ali samozavjesno sa svojim igračima, to što imam, sigurno ćemo doći opet na neki nivo. V prejšnji sezoni 6. mesto. Kaj je nekako vaš cilj v tej sezoni, kaj je trenerjev cilj, morda tudi, če vključiva še pokal Slovenije? Pa čim dalje u pokalu, a stabilizacija kluba, borba za opstanak, bit će teška borba za opstanak. I razvijanje ponovo tih nekih igrača koji su nam došli, pravljenje nekih transfera, punjenje budžet i olakšavanje tim ljudima koji daju svoj novac nekako. I meni je najbitnije da igramo dobar, lijep fudbal, da ljudi za ekranima osjeti naše emocije i dosta sam pohvala smo dobili poslije onog dijela, kažu ljudi da jedva čekaju da Radomlje igra. I to je za mene najveća satisfakcija. Mimo rezultata, mimo svega i jako sam ponosan na to što smo napravili. Morda samo to še v prihajajoči sezoni, kaj pričakujete od ostalih klubov? Kdo bo tisti, ki se bo boril za vrh? Kdo bo tisti, ki se bo boril za obstanek? Pa vidite, Maribor Olimpija će uvijek biti tu. Mura je izuzetno ozbiljan klub. Domžale će biti mnogo drugačije bolje. Celje će biti iznenađenje svima i mnogo bolje, po mom mišljenju. Tako da mi smo u tom donjem dijelu, možda s Goricom koja je tek ušla u ligu, s Taborom koji je izgubio jako puno igrača, ima svoje probleme kao i mi. Tako da te neke 3 ekipe su naš neki domet. Sve ostalo što bude top, ali treba na terenu pokazati i dokazati. Pa še zadnje vprašanje samo za vas. Imeli ste nekatere ponudbe, o tem se je veliko govorilo. Kaj je potem odločilo to, da ste ostali v Radomlju? A moram reći da sam prvi put u življenju nisam žurio nikud. Ja sam u Sloveniji, to je zemlja u kojoj se ja najljepše osjećam i nisam htio otići tek tako na silu negdje u novu avanturu. Treba mi mir, treba mi ovo što imam u Sloveniji, to mi treba. Evo, i to je jednostavno to. Bilo je jako dobrih ponuda, jako dobrih, pogotovo Bosna je, imao sam fenomenalnu ponudu, ali na kraju mislim da sam odlučio ispravno. Želim s ovim ljudima i dalje da se borim, da napravim još neke bolje stvari u klubu i želim da živim, da sam tu u Sloveniji jer se tu najljepše osjećam. Lahko morda za Sport klub razkrijete, kateri klub je bil najbliže temu, da bi se Pa dobro, mislim da se pisalo dosta o tobi, mislim da je Sarajevo bilo tu najbliže i najozbiljnije. Zagotovo bodo priložnosti tudi za vaš napredek, kar se tiče trenerske karijere, še prišle. V tej sezoni pa Nermin Bašić, vso srečo. Hvala puno. S trenerjem Nerminem Bašićem smo se že pogovorili, kako so potekale priprave, kako je zadovoljen z igralskim kadrom in kaj pričakuje. Gremo pa zdaj še v pisarne. Grega Marinšek, generalni direktor. Zagotovo nekaj več stresa, potem ko se je Andro Fistonič vrnil v Hajduk. Kako je potekal ta, lahko rečemo, junij in začetek julija? Ja, ta obdobje v nogometu je definitivno stresno za pisarne. Tako da delamo, rokave smo že zavihali na polno in sestavljamo ekipo za naslednjo sezono. Ste se pa zagotovo dobili v dobrem razpoloženju, ko ste se vrnili nazaj. 6. mesto v prejšnji sezoni, izjemen spomladanski del. Najverjetneje vi v pisarnah, ko ste potegnili črto, super zadovoljni. Ja, sigurno. To, kar nam je lani uspelo, je bilo nekaj fenomenalnega. Nihče ni tega pričakoval. Tudi za letošnjo sezono nam je veliko lažje, ker vemo, kaj lahko pričakujemo. Prej iz drugoligaškega nogometa smo šli v prvoligaški. Na čisto vseh nivojih je treba iti v profesionalizem, tako na igrišču kot v pisarnah. In z letošnjo sezono nekako vemo, kaj lahko pričakujemo, tako da malo lažje je, struktura je postavljena, tudi igralski kader je zdaj že bolj prvoligaški, ga je lažje sestavljati, jedro ekipe je tukaj, tako da vse skupaj je bolj prijetno delati. Trener je dejal v pogovoru, da se pozna ta spomladanski del, da so se zdaj tudi mladi igralci nekako morda celo bolj začeli ponujati, želijo si igrati za Radomlje. Koliko se je to videlo pri sestavi ekipe, koliko je bilo morda lažje priti do kakšnega novinca? Pa definitivno je bilo največji izziv sestaviti lanskoletno ekipo ravno na podlagi tega, ker smo mi dvakrat že bili v prvi ligi, pa tako izpadali. In igralci nekako niso verjeli v to našo zgodbo, da smo sposobni sestaviti jedro ekipe, ki lahko igra prvo ligo in v njej obstati. Tako da z letošnjim letom je to definitivno lažje, ker igralci verjamejo, videli so, kaj smo naredili. Tudi
kar nekaj igralcem nam je uspelo izpostaviti na oder, dobro sezono imajo za sabo, tudi uspeli smo nekaj narediti, nekaj prodati. In to igralci vidijo, spremljajo in definitivno je sedaj lažje pridobiti mladega talentiranega fanta v klub in zaupamo naši zgodbi, ne, da delamo nekaj prav. Sodelovanje s Hajdukom, veliko je bilo govora o tem, predvsem takrat v zimskem prestopnem roku, ko se je to začelo. Vidi se, da gre za neko zdravo zgodbo, zdaj pa vsekakor to zgodbo otežuje novo pravilo UEFA, pravilo 3 posojenih igralcev. Koliko je morda to spremenilo načrte pri sestavi ekipe? Ja, načrte nam je definitivno bilo to v bistvu novica, ki je nas malo presenetila in smo se mogli zelo hitro temu prilagoditi. S Hajdukom smo imeli fenomenalno sodelovanje, ogromno do zdaj so nam dali, tudi kar se tiče znanja in po sami strukturi smo napredovali s pomočjo Hajduka na veliko višji nivo, kot smo bili prej. In tudi zdaj pač ja, posoja bojo, 3 igralce bojo, iščemo tudi kakšen način, da bi še nekako to malo na drugi način probali najti kakšno rešitev. Ampak tudi te 3 igralci, ki so pri nas, so definitivno dodana vrednost ekipe, so kvaliteta, s Hajdukom ostaja vse enako in dobro delamo še naprej. Trener je dejal, da je cilj jasno zagotoviti čim prej obstanek. Kakšni so morda nekoliko višji cilji, če gledamo v pisarne, o čem vi razmišljate? Ne, mi moramo ostati skromni, se zavedati, kaj smo. Še vedno imamo v prvi ligi eden najmanjših proračunov, tako da če nam uspe takšna sezona, kot je lani, bo nad vsem pričakovanji. Mi moramo prvo postati stabilen prvoligaš, razvijati mlade nogometaše in seveda pa imamo športne ambicije in če nam kdaj uspe uloviti tisto 4. mesto, je to vizija, je to cilj kluba, ampak ostati na realnih tleh in boj za obstanek je prvi cilj in obstati v ligi še eno leto. Dejali ste stabilen prvoligaš, koliko bi vam morda bilo še lažje, če bi lahko tale vaš sicer zelo simpatičen center spremenili v tudi domovanje na tekmah prve lige, da bi na primer nekje tu bila tribuna, reflektorji. Menite, da bi bilo to res tisti velik korak naprej? Definitivno. Mi si želimo enkrat prvo ligo igrati tukaj doma, tudi naši navijači Mlinarji bi bili zelo veseli, če bi lahko imeli krajšo pot do svojega domačega štadiona in tukaj lahko samo apeliram na Matole in Matjaža, in jih prosim, da čim prej zgradijo ta štadion. V prihodnosti je to definitivno želja, da igramo doma in jaz upam, da kdaj to bo. Morda še beseda o navijačih, omenili ste Mlinarje, fantje, ki podpirajo ekipo, veliko jih je bilo, mislim, da nekaj, tudi na celo skoraj da vseh tekmah. Vas je to presenetilo ali niti ne? Kar se Mlinarjev tiče, jaz tem fantom vsem lahko dam samo eno veliko pohvalo, zahvalo in kapo dol vsem tem fantom. Dejansko so bili čisto na vsaki tekmi naš 12. igralec. Ne glede na zmage, poraze so tukaj z nami in brez njih, oni so naša največja okrepitev in samo brez njih ne gre. Igralci bojo odhajali, prihajali, ampak brez Mlinarjev pa mi te zgodbe se ne moramo iti. Tako da hvala lepo vsem njim za prejšnjo sezono in verjamem, da bo tudi letos ostal naš zvesti spremljevalec na tekmah. Super, najlepša hvala za pogovor in srečno v novi sezoni. Hvala tudi vam. Tako, to je vse, kar se tiče obiska Radomelj. Izvedeli smo, kakšni so cilji Mlinarjev, kako so trenirali, kako so se pripravljali na novo sezono in kako je potekala sestava ekipe. Gremo na obisk novemu klubu. Mariborčani, aktualni državni prvaki, so tudi dobro začeli evropsko sezono po željah. Pred začetkom prve lige Telemach pa smo se oglasili v Ljudskem vrtu. Ob meni je trener Radovan Karanović, ravno iz Turčije. Zagotovo razpoloženje dobro, če se vsaj nekoliko dotakneva tega izziva z beloruskim prvakom. Ja, ravno kar smo uspeli, pa tako intervju. Lušno je bilo včeraj zvečer normalno. Šli smo naprej, to je bil cilj. Ustvarili smo ta prvi cilj, kar smo imeli. Ampak jutri je nov dan, soboto, nova tekma in ni časa za euforijo. Vsi v Mariboru vedno pravijo, državno prvenstvo je tista osnova, da se potem lahko sploh poleti gradi Evropa. Državno prvenstvo se v soboto začenja. Koliko ste ga imeli že nekako zadaj v glavah, tudi ko ste se pripravljali na Šahter Soligorsk?
Moram reći da smo istočasno že ta teden začeli na pripravi tekme. Normalno, već smo posvetili analize Šahtjoru, ampak že včeraj po tekmi so stekle določene akcije in glede analiziranja Radomlja, ker pričakujemo eno Radomlje v novej zasedbi, novi podobi. Tudi se zavedamo, da nas čaka težka tekma, mi bomo tudi prisiljeni malo ekipo zarotirati, tako da enostavno želiš ali pa ne želiš, moraš biti pripravljen takoj na novi izziv. Ko smo se prvič videli pred začetkom priprav, ste dejali, da si želite, da čim prej dobite novince. Športni direktor je poskrbel, da so prišli skoraj da vsi relativno hitro in zdi se, da ste jim vcepili tisto miselnost, tisto igro, ki si jo vi želite. Koliko še lahko Maribor napreduje, glede na to, da ste to šele prvi dve uradni tekmi, zdaj skozi poletje, kje vi sami vidite še največji napredek? Mislim, da je rezerve kar nekaj še. Tako da, predvsem pričakujemo, da ti fanti, ko so prišli, da bojo se še bolj, bi rekel, po domače povohali z igralci prej, da bojo točno vedeli, kako meni igrati tekmo resno na tem nivoju. Morajo se tudi navajati na pritisk Maribora. Je, bi rekel, ne samo v teh, kar so prišli, tudi v drugih igralci, kateri so že nekaj časa tukaj, tako da ena taka zmaga, ena taka tekma prinese novi zagon in zelo pomembno, da to fantje vidijo in tisto, kar so delali v pripravah, kar delajo, mislim, da je en zelo dober vzorec. Navijače je bilo nekako vseeno strah po odhodih, Ognjen Modrinski, prvi strelec je šel, Alvir Ivanović, ampak zdi se, da je športni direktor našel prave rešitve, vse glede na ti dve odigrani tekmi. Kako bi vi ocenili novince? Mislim, da zaenkrat res zelo dobro kažejo. Na koncu konca nekatere od njih smo tudi skautirali, nismo jih pripeljali brez, da ne bi vedeli, kaj želimo. Je pa dobra stvar, da so tudi oni zelo hitro ujeli, se pravi, da so hitro dojemajo stvari ali pa način igre, model igre, kar ga igramo in to je zelo pomembno. Tukaj še, moramo reči, normalno, še vedno nismo predstavili Svena Karića, od katerega normalno ogromno pričakujemo, tako da je še res ogromno rezerve. Sven Karić se ponuja sam kot vprašanje, nekako domač fant, zagotovo polagate vanj velike upe. Ja, sigurno. Zaenkrat pač smo zaupali ekipi, katera je končala prvenstvo, ali pa temi 6 igralci zadaj, kateri so enostavno uigrani. Z njim se vsak dan na treningu ukvarjamo, želimo tudi, da Sven čim prej dojame tiste zahteve, kar želimo igri imeti in normalno z njim računamo zelo resno. Zdi se, da ima Maribor v tej sezoni oziroma pred to sezono prve lige Telemach nekoliko daljšo klop, da boste lahko morda še bolj ohranjali tisti ritem skozi vseh 90 minut. Je ta občutek pravi? Ja, mislim, da smo vseeno dobili malenkost, bi rekel, večjo širino. Tudi skozi te priprave smo poskušali igrati z dve različne ekipe, tako da tudi fanti mogoče, ker so prej malo manj igrali, so dobili, bi rekel, podobno minutažo. Zavedamo se pa tudi, želeli smo si v Evropi iti naprej in normalno tisti, ko igrajo ob sredah ali pa večina teh tekmo, normalno, da v tem tempu bodo težko parirali vse te tekme in zato moramo imeti širino kadra in nas tudi veseli, tako da že v soboto pričakujemo nekaterih, da se bodo predstavili prav več. Če greva zdaj še v prvo ligo Telemach, kdo je tisti največji konkurent? V prejšnji sezoni se je Mura spomladi potem močno približala, Koper je bil z vami skoraj da vse do konca, Olimpija je vedno nekje tukaj, sestavlja ekipo, bomo videli, kaj jim bo uspelo. Celjani so znova zelo korektno zastavili svoje cilje, konkretno zastavili svoje cilje. Koga pa vi pričakujete, da bo povzročal nekako največ preglavic v boju za ubranitev naslova z vidika Maribora? Jaz osebno mislim, da bo res borba za vrh to leto še bolj, bi rekel, zahtevna. Kot ste sam omenil, Koper mislim, da je imel za eno leto dobre izkušnje. Oni so nenadoma prišli, bi rekel, v pozicijo, da se borijo za prvo mesto in zdaj so dosti bolj izkušeni. Tudi brez obzira na odhode nekaterih njihovih
lahko rečemo, najboljših posameznikov so dobili tudi adekvatne menjave. Tukaj je normalno Olimpija, katero nikdar ne možeš opisati. Mura, sigurno, mislim, da je pripeljala tudi zelo dobre menjave za tiste igralce, ki so šli. Tudi Celje zdaj v pripravah igra zelo dobro. Tako da je verjetno krog ekip, katere se bodo borile za vrh, mislim, da je celo in malo več. Ampak brez obzira na vse, mi želimo normalno biti prvaki in vse cilje bomo tudi temu podredili. Radovan, najlepša hvala, srečno v novi sezoni, srečno v Evropi in se jasno vidimo na igrišču. S trenerjem smo se že pogovorili, gremo še v klubske pisarne. Ob meni je športni direktor Maribora, Marko Šuler. Marko, tudi vam najprej čestitke za uspeh v prvem krogu kvalifikacij. Zagotovo vse nekoliko bolj sproščeno, tudi zrete v začetek prve lige Telemach. Ja, hvala. Ja, tak nehvaležen začetek, bom rekel, težek, zelo veliko stvari v zraku, ampak za na tako podobo, kjer sigurno moraš biti zadovoljen, ampak daleč od tega, da bi bili euforični. Koliko je bilo izzivov že pred začetkom priprav? Vemo, poslovili so se nosilci igre po prejšnji sezoni, prvi strelec je odšel, hitro ste morali reagirati. Ste imeli vi že nek plan B, plan C pripravljen tudi med samim spomladanskim delom prejšnje sezone? Ja, kar nekaj časa so se te stvari nekako pripravljale, bom rekel, tudi spreminjale, dograjevale, skratka pripravljalo se ta večina dela bolj narejenega že veliko prej, potem je pač treba tiste detajle potem speljati, ker to traja malenko čas, ampak ja, je bil plan narejen, skratka nekaj stvari so bile pripravljene. Tako da tudi po moje je to posledica, da je ta začetek uspešen. Ste pričakovali, da bo Maribor že v tem uvodnem krogu kvalifikacij na takšnem nivoju, kar se tiče igre? Bom rekel tako, pričakovati nekatere stvari, jaz lahko nekaj planiraš, lahko nekaj upaš, ampak sigurno na koncu pa potem je tekma tista, ki ti da neko potrditev, ampak dejansko plan pripravke je bil narejen, poleg tega, da smo želja bila samo nadgraditi to, kar smo delali lani. Ve se pa, jaz osebno vidim tej ekipi kljub predstave, ki sta bile res dobri, še veliko manevrskega prostora in ko se steje vse te stvari skupaj, se pravi na tem nivoju, so stvari v detajlih, v malenkostih in ko jih vse skupaj sešteješ, mi zdi, da je potem izraz vsega tega taka stvar in tudi zaradi tega jaz mislim, da smo kar relativno mirno, kljub temu, da je bilo dosti neznank pričakali ta začetek Evrope in seveda zdaj že v soboto z začetkom prve lige Slovenije. Tudi v prvi ligi Telemach pa bo ekipa nekoliko spremenjena. Ni še sicer uradno potrjeno v tem trenutku, ampak Makumbu se bo poslovil, o tem se je že govorilo pred to tekmo. Že na pripravah zimskih v Turčiji, ko smo se družili, ste zagotavljali, da je to igralec, ki bo šel za zares visoko odškodnino. Zdaj je prišla ta potrditev. Kako težko bo nadomestiti Makumbuja? Težko, to je dejstvo, ker mislim, da tega igralca, če bomo kdaj še spremljali na teh zelenicah, je redko, se pravim, tudi v nogometu, ki sem ga igral sam, zelo težko naletiš na nekoga, ki na tak način, za tako lahkoto dela tako zahtevne stvari. Je pa to stvar, da smo se na to stvar pripravljali, imamo kader, imamo igralce, ki absolutno kažejo potencial in lahko vsaj dostojno nadomestijo, zapolnijo vse na drugačen način enega igralca, kot je Maki. Na te stvari smo pripravljeni in v bistvu vse te stvari so narejene tako, da v športnem smislu stvari trpijo čim manj. Je pa res, smo v takih časih, kjer se takih ponudb zelo težko odvijati, bi bili mogoče malo neumni. Je pa fant vreden, mislim, da tudi veliko je. Ste pa nekako šli tudi v smer, da gradite prihodnost. Koliko je to dobra novica za Maribor, da tudi mladi up Dinama
želi priti sem na dolgi rok, najprej sicer priključen mladinski ekipi, ampak če se gleda njegove posnetke, se vidi, da tudi v njem nekaj več talenta. Ja, Maribor ima neko stvar, ki jo lahko ponudi malo kdo. Jaz mislim, da so tudi zaznali, da se veliko mladih, mislim, da trenutna ekipa je verjetno ena najmlajših, če ne najmlajša v zgodovini Maribora, ampak kvalitetna. Jaz se zelo rad govorim o starih, mladih, ampak enostavno kvaliteta je tista, ki prepriča in tudi v naši šoli. Imamo kar nekaj fantov, res potencialnih. Mislim, da smo dali letos kar velik pomen tudi nogometni šoli, da se začne, koliko se le da možno, ustvarjati fante in jih priključevati v čim večjem številu prvi ekipi in to je seveda tista kvaliteta. In tu je kar nekaj fantov, tudi Tine Čuk, Lorber, Poredoš, Plamfer, skratka kar nekaj fantov je, ki jaz mislim, poleg seveda ostalih, ki jih zapomnjamo, se mi zdi, da se ustvarja neka stvar, ki lahko pelje kar na neka pota, ki si želimo. Za konec pa samo še to, vem, da ne radi govorite o konkurenci, ampak spremljali ste zagotovo, kar se je dogajalo na tržišču. Od koga pričakujete največ? Bo znova Koper tako nevaren, kot je bil v prejšnji sezoni do konca? Se bo dvignila Mura, ki bo imela nekako širši kader, Olimpija še vedno sestavlja ekipo, Celjani so bili znova zelo konkretni na tržnici. Koga vi pričakujete? Pa veliko, vsi ti omenjeni so za mene resni kandidati in bo zanimivo, pestro prvenstvo. Jaz vedno pravim, nogometu je najtežje stvari potrjevati, tako da nas čaka eno zelo zahtevno delo. Vidimo, kako stvari se spreminjajo in poleg tega nas čaka kar nekaj časa, dvojni ritem in to preklapanje. Upam, da bomo uspeli tudi zaradi tega. Kar večja širina kadra, kot smo imeli to v lanski sezoni in se obeta kar zanimivo, ampak bomo videli, kaj bo stvar prinesla. Mi začnemo v soboto, ves fokus je na Radomljah, kjer počakamo na zelo težko tekmo. Bo pestro, bo zanimivo. Super. Marko, veliko uspeha v Evropi, pa naj bo tudi sezona v domačem prvenstvu zelo zanimiva in čim uspešnejša. Srečno. Tako, za nami je nova epizoda pregledov dogajanja v klubih pred začetkom sezone prve lige Telemach. Videli smo, da so Mariborčani dobro razpoloženi, imajo jasno izjemno visoke cilje, tudi Radomljani pa imajo svoje želje in bodo zagotovo v novi sezoni trd oreh za vse nasprotnike. Hvala vam za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.